Obvezna božičnica, ki jo bodo, kot obljublja vlada, letos prvič dobili tudi vsi javni uslužbenci, je znova sprožila razprave o razkoraku med javnim in zasebnim sektorjem. Kdo prispeva več? Kakšne so povprečne plače v javnem in kakšne v zasebnem sektorju? Kje in zakaj rastejo hitreje? Številke je za rubriko 24 ur dejstva poiskal in pretresel Miha Drozg. Skoraj 190 tisoč zaposlenih je bilo julija letos v javnem sektorju, kar je petina delovno aktivnih. Od zaposlenih na ministrstvih, občinah, upravnih enotah, vrtcih, šolah, fakultetah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, sodiščih, policiji, vojski, do kulturnih ustanov, agencij in javnih raziskovalnih zavodov. Inštitut za hidravlične raziskave. Javni raziskovalni zavod s 13 zaposlenimi, ki s fizičnimi, numeričnimi in hibridnimi modeli ter meritvami na terenu raziskuje, kako na vodne tokove vplivajo mostovi, jezovi, kako se obnašajo ob poplavah, pojasnjuje direktorica dr. Tanja Prešeren. Tukaj smo v bistvu zato, da ugotovimo, ali so predvidene rešitve v redu za to, da vanje investira naročnik velike denarje. Namenska sredstva, ki so jih prejeli za izvajanje tako imenovane javne službe, so lani predstavljala le petino vseh prihodkov, 80% so jih pridobili na trgu. To prinaša svoje prednosti in slabosti. Ves čas moramo nekako ostati živi, se moramo v bistvu boriti za obstoj. Kot domala v vseh panogah imajo tudi na Hidroinštitutu težave z iskanjem kadra. Največje težave pri pridobivanju tehničnega kadra, največji problem pri tem kadru je plača. Težave imamo tudi s pridobivanjem raziskovalcev. In povprečna plača? Povprečna plača je zdaj približno 3000 evrov bruto, se pravi, to je vključno z redno delovno uspešnostjo. Število zaposlenih v javnem sektorju ves čas raste. Ob parlamentarnih volitvah leta 2018 je bilo dobrih 172 tisoč. Pod vlado Marjana Šarca je naraslo na 177 tisoč. Potem je prišla vlada Janeza Janše in še skoraj 5 tisoč novih zaposlitev. In danes, julija letos, je bilo v javnem sektorju zaposlenih več kot 188 tisoč ljudi. V zadnjih 7 letih se je torej povečalo za skoraj 16 tisoč. Zakaj je tako, pojasnjuje generalni direktor Direktorata za javni sektor. Število zaposlenih seveda narašča, vendar predvsem v delu storitev javnega sektorja, zdravstvo in socialnem varstvu. Veste, javni sektor zagotavlja javne storitve in javne storitve so povezane s potrebami prebivalstva, saj jih ne ustvarjajo sami. In tako kot se, na primer, prebivalstvo stara, tako kot imamo vedno večji delež starejših, naraščajo tudi potrebe po javnih storitvah in posledično seveda to pomeni tudi večje število zaposlenih v teh dejavnostih. Pa plače, tudi te rastejo. Lani je povprečna bruto plača v javnem sektorju znašala 2500 v zasebnem 300 evrov manj. Letos so te razlike zaradi plačne reforme še večje. V prvi polovici leta je bila povprečna mesečna bruto plača v javnem sektorju dobrih 2800, v zasebnem pa 2300 evrov. Razlika je torej že več kot 500 evrov. In še ta podatek, v preteklih letih so plače v javnem sektorju rasle počasneje kot v zasebnem. Letos pa se je to zaradi plačne reforme spremenilo. Da je povprečna plača v javnem sektorju za približno 25% višja kot v zasebnem, ni sicer nič nenavadnega, pojasnjuje ekonomist dr. Marko Jaklič. Razlog je v tem, da je struktura zaposlenih v javnem sektorju višja v smislu zahtevnosti oziroma zahtevnosti plačanosti del, se pravi višja izobrazba je v javnem sektorju v povprečju. Potem je starost, je pomemben element, se pravi starejši ljudje so v javnem sektorju. Pa tudi spol. Dokazano je, da so ženske bolj enakopravne v javnem kot v zasebnem sektorju. Z raznimi dodatki in tako naprej so bolj enakopravne moškim. Se pravi, vse to prispeva k tem višjim 25%. Vse višji so tudi izdatki za javne plače. Leta 2020 je masa bruto plač v javnem sektorju znašala 4 milijarde evrov in pol, 2 leti kasneje 5, lani že skoraj 6 milijard evrov, kar je dobra tretjina slovenskega proračuna. Pa letos v prvi polovici leta je masa bruto plač v javnem sektorju znašala 3 milijarde evrov, kar je dobrih 300 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, ko plačne reforme še ni bilo. No, višji bodo tudi nekateri dodatki, ki jih prejemajo javni uslužbenci. Lani je
šlo za dodatke in izplačilo delovne uspešnosti javnih uslužbencev skoraj 800 milijonov evrov, 7-krat toliko, kot je denimo stala druga cev karavanškega predora. Višje izdatke za plače pa prinaša še božičnica, ki jo bodo, kot obljublja vlada, dobili vsi javni uslužbenci. Za 1% točko prinaša višji proračunski primanjkljaj, kar je ogromno. Meni je to nepojmljivo, kako lahko sploh s tako idejo priješ. Pa ne, da sem proti višjim plačam, tudi jaz bi imel za javni uslužbenc. Vsak od nas bi rad tistih 600 evrov več, ampak če ni, se ne da. Kako pa je v zasebnem sektorju? Obiskali smo hrastniško steklarno. Steklarna Hrastnik, danes edina steklarna v Zasavju, nekoč so tam delovali 4. Pred mesecem je družba v lasti enega najbogatejših Slovencev Igorja Laha skupaj s Kemijskim inštitutom prejela zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost, a za njimi je, pripoveduje direktorica strateškega marketinga Urška Plavčak, vse prej kot enostavno leto. Kot energetsko intenzivno podjetje se soočamo z visokimi cenami energije. Ta je v zadnjem obdobju glede na lansko leto tudi narasla kar za 35%. Ob tem pa še ohlajanje gospodarstva. Prihodki so lani upadli za tretjino, z 90 na 61 milijonov evrov. V začetku junija so za 180 od okoli 500 zaposlenih začasno do oktobra uvedli skrajšani 36-urni delovnik. Zdaj ta ukrep ostaja kot prostovoljna možnost. In kar nekaj zaposlenih se je odločilo, da jim ta oblika usklajevanja dela in zasebnega življenja ustreza. Na nekaterih področjih se medtem spopadajo tudi s pomanjkanjem kadra. Predvsem iščemo tehnično strokovne sodelavce na eni strani, na drugi strani pa iščemo tudi sodelavce, kjer ni potrebna formalna poklicna izobrazba za enostavnejša dela. Ponujajo jim številne ugodnosti, med drugim 5-dnevni oddih v zdravilišču, sofinanciranje prostočasnih dejavnosti. Povprečna plača v steklarni Hrastnik je na ravni povprečne plače v Sloveniji, trenutno torej 2,5 bruto. V javnem sektorju, sicer opozarja izredna profesorica za delovno pravo na Fakulteti za upravo doktorica Valentina Franca, bi morali predvsem ugotoviti, kaj je tisto, kar dobro deluje. Ne pomaga državljanom prav veliko, če imamo celo paleto različnih storitev v javnem sektorju in od teh jih mogoče četrtina res dobro deluje. Torej, v bistvu mi si kot državljani želimo osredotočen, učinkovit javni sektor, ampak da do tega pridemo, se pa moramo vprašati prav, kaj je zares tisto, kar potrebujemo. In torej tisti, ki bodo tudi ostali in v javnem sektorju in bodo delali, morajo biti ne samo ustrezno plačani in nagrajeni, ampak morajo imeti tudi ustrezne delovne pogoje. A veste, meni nič ne pomaga, če dobim 100 evrov večjo plačo, če potem želim iti na neko usposabljanje in mi reče vodja, jaz žal nimamo teh sredstev. Se bodo torej odločevalci lotili tudi tega? Podrobnejša analiza je na 24ur.com.